Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, dobrodošli v ponedeljkovih dogodkih dneva. Celjska čistilna naprava je začela obratovati pred 20 leti. Na Dobrni ob občinskem prazniku podelili 5 grbov in 4 županova priznanja. Borštnikova nagrada Živi Bizovičar in Niku Žnidaršiču. Celjski nogometaši bodo v torek dobili tekmeca v prvem krogu kvalifikacij za Ligo prvakov. Centralna celjska čistilna naprava v Tremerjih letos obeležuje prelomnico, saj uspešno deluje že 20 let. Z njo upravlja javno podjetje Vodovod Kanalizacija Celje, v 20 letih pa so tam prečistili 160 milijonov kubičnih metrov odpadne vode. Ko so leta 2004 otvorili čistilno napravo, je bil to ob regionalnem centru za ravnanje z odpadki, ki so ga odprli nekaj let kasneje, eden najpomembnejših projektov, ki je omogočal nadaljnji razvoj mesta ob Savinji. Biološka čistilna naprava v Tremerjih ima zmogljivost 85 tisoč populacijskih enot, naložba pa je takrat stala dobrih 12 milijonov evrov. Večino denarja zanjo je občina uspela pridobiti iz evropskih in državnih sredstev. Pomenila je ogromno v ekološkem smislu. Morate vedeti, da celjske reke so bile kar onesnažene. V bistvu vsa odpadna voda se je iztekala v Savinjo in v Glajno. S tem, ko smo potem kanalizacijo speljali do te lokacije v Tremerjih in zgradili čistilno napravo, je praktično nima več nobenega spusta odpadnih vod v samo Savinjo in v Glajno, pa tudi ne Hudinjo, kar je velik napredek. To se pravi, tudi kvaliteta vode v sami Savinji se je bistveno zboljšala. Naprimer, tle, ko je stok čistilne naprave v Tremerjih, so ribiči naselili sulca kot zaznanilca najbolj čiste vode, ki tukaj lepo uspeva in ribiči veselo to tudi lovijo. Teda za ekologijo in za okolje je pomenila res ogromno. V 2 desetletjih prečiščena voda iz čistilne naprave ni nikoli presegla predpisanih vrednosti, pravijo v podjetju Vodovod Kanalizacija, kjer so pred četrt stoletja pripravljali projekt in še danes upravljajo s čistilno napravo. Kvaliteta izpusta je predpisana z uredbami in tu, če samo en podatek, to je kemična poraba kisika, ne sme biti večji kot 110 mg na liter. Mi običajno spuščamo med 25 do 30 mg na liter, nikoli v teh 20 letih pa te predpisane količine nismo presegli. S tem, da smo v tem obdobju prečistili cirka 160 milijonov kubikov vode, da si lažje predstavljate, kaj to pomeni, to je 30 Šmartinskih jezer. V 20 letih so morali z mehanskim prečiščenjem iz vode najprej odstraniti kar 6200 kubičnih metrov olja in maščob ter 1300 ton različnih odpadkov, ki so jih namesto v smeti v kanalizacijo odvrgli občani. Največ je pravzaprav, se veste, straniščna školjka je tista najbolj priročna zadeva, kamer pač odvržeš tisto, kar bi ne bilo treba. Ve se, kaj spada v straniščno školjko, vse ostalo pa ne spada in to bi naj šlo v kakšne druge zabojnike. Tega je veliko, pa tudi porast maščob se je zopet povečal. To opažamo, da se olja in to redno zlivajo v otoke, kar pa dejansko povzroča potem manjši problem. Niso to problemi prečiščenja, ampak s tem se povečujejo te količine, ki jih moramo mi odpadkov, ki jih moramo potem odstraniti iz čistilne naprave, odpeljati na deponijo in to pa seveda potem vpliva tudi na ceno čiščenja. To se pravi, sami si zvišljujemo tudi malo ceno čiščenja odpadne vode. Čistilna naprava Celje je bila prva, ki so jo v Evropi zgradili iz Evropskega sklada ISPA in je bila kot takšna deležna velike pozornosti Evropske skupnosti ter večkrat navedena tudi kot primer dobre prakse. Trenutno čistilna naprava zmore vse obremenitve, ki pritečejo na njo. Seveda so pa vedno dobrodošle kakšne posodobitve, mi spremljamo trende čiščenja, ki se sicer ne spreminjajo drastično, ampak tudi posodobljamo opreme, predvsem na dehidraciji imamo namen še več narediti blata, to se pravi, ker naš cilj je, da čim manj tega blata gre
iz čistilne naprave, to se pravi, da je čim bolj dehidrirano, čeprav ga to blato mi s pridom izkoriščamo v toplarni Celje, ker gre v sosežig in kar pomeni po zimi ogrevanje dela mesta Celja, poleti pa proizvodnjo električne energije. Občina Dobrna je z osrednjo slovesnostjo, na kateri so podelili najvišja občinska priznanja, zaključila praznovanje letošnjega občinskega praznika. Župan Martin Brecelj je v tamkajšnjem kulturnem domu podelil 5 grbov ter 4 županova priznanja. Petkov večer v dvorani kulturnega doma na Dobrni je bil namenjen tistim, ki svojim delom, požrtvovalnostjo in pripadnostjo do lokalnega okolja na različnih področjih odstopajo od povprečja. Nagrajence vedno izberejo ljudje in kar izberejo ljudje je vedno prav in mislim, da so letos zelo dobro izbrali oziroma tisto, kar je prav. Prejemnik letošnjega zlatega grba je predsednik Društva upokojencev Dobrna Stanislav Pečnik, ki je že več desetletij aktiven tudi v številnih drugih društvih v občini. To je velik motiv za delo naprej, je pa tudi dokaz opravljenega dela, ki so ga opazili naši občani. Srebrni grb občine Dobrna sta letos prejela Tatjana Jager za dolgoletno opravljanje humanitarne in zdravstvene dejavnosti ter Branko Dobovičnik za dolgoletno delo v različnih društvih, še zlasti na področju turizma in gasilstva. Prvič je presenečenje, ker nisem vedel za to in sem vesel, da so opazili občani in pa krajani moje delo in vse, kar sem pač v teh 25 letih, kar občina obstaja, vložil v dobrobit občine in kraja in pa tudi seveda na področju upokojencev, tudi za upokojence skrbimo za vse, tako da teče, kot je potrebno. Društvo se ukvarja tudi s projektom Starejši za starejše, ki je letos tudi praznovalo 20. obletnico svojega delovanja na državnem nivoju. Veliko, da nas nekdo tudi vidi, nas, ko delamo v postajah. To je velika obveza za delo za naprej, da bo potekalo tako zdaj. Za ohranjanje kulturne dediščine v kraju so z bronastim grbom nagradili Petra Habeta. Ob 10. obletnici delovanja pa je bronasti grb prejelo tudi kolesarsko društvo Krokar. Ja, predvsem je to ena, bi rekel, pohvala, priznanje za naš trud, delo zadnjih 10 let, predvsem pa v bistvu zahvala za celoten kraj, saj pri naši organizaciji teh dogodkov sodeluje praktično vsak organ v tej občini in pa veliko prostovoljcev, tako da predvsem motivacija za naprej pa za nadaljne delo, za uspešne izvedene projekte. Želim tudi, da v naprej ne bomo počivali, da bomo delali bolje in naslednje leto mogoče že srebrno priznanje. Župan Martin Brecelj je v slavnostnem nagovoru predstavil ključne projekte, s katerimi so se v vodstvu občine ukvarjali v zadnjih letih. Projekti v občinah niso tako enoletni, so večinoma se nekako nadaljujejo skozi leta in pripravljajo. In Dobrni se je letos ravno nekako nabralo teh vsebin kar veliko, tako da je Dobrna eno samo gradbišče. Delamo kolesarsko povezavo, 8 km vodovodov, 6 km cest. Projekt Rune se izvaja, pa še nekaj drugih manjših cest, ki jih je treba po neurju sanirati. Načrti občine Dobrna v prihodnjih letih so povezani predvsem z izgradnjo novega športnega objekta. Skozi se tudi ukvarjamo z urejanjem prostorov, pa seveda s pripravo nekih razmišljanj o bodočem razvoju Dobrne. Eden večjih teh je športni center Dobrna, v okviru tega se spreminja, imamo idejne projekte narejene, trenutno smo v fazi priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta, tako da vmes bomo pa tudi projektirali ta največji projekt v prihodnosti Dobrne. Govorimo o športni dvorani, o dvorani kulturnega doma pri Vidku šoli. Letošnji prejemniki županovih priznanj so dr. Anže Žerdoner Čalasan, Miroslav Drev in Neja Bošnjak ter Urban Kroflič. V sklopu prireditev ob občinskem prazniku je Društvo upokojencev Dobrna pripravilo že 34. razstavo kulinarike, čebelarstva, ročnih del, rezbarstva in zeliščarstva. Obiskovalci so si lahko razstavo ogledali včeraj in danes.
Razstavo kulinarike, čebelarstva, ročnih del, rezbarstva in zeliščarstva so v sklopu številnih prireditev ob občinskem prazniku občine Dobrna, ki se vrstijo v drugi polovici junija, odprli v nedeljo 16. junija v Kulturnem domu na Dobrni s simpatičnim programom pred vhodom v osnovno šolo in kulturni dom. V njem pa so sodelovali najmlajši iz tamkajšnjega otroškega vrtca kot čebelice, z glasbenim delom pa učenci osnovne šole in moška vokalna skupina Veseli Vižari, Društva upokojencev Dobrna. Otvoritev razstave je nagovoril župan občine Dobrna Martin Brecelj. Predsednik organizatorja, ki je razstavo že 34. pripravil Društvo upokojencev Dobrna Branko Dobovičnik in predstavniki nekaterih drugih društev sodelujočih na razstavi. Je pa bila razstava vsekakor izjemno zanimiva po svoji raznolikosti in ustvarjalnosti prikazanega, truda, ročnih spretnosti in iznajdljivosti, ki so jih ustvarjalci vložili v posamezne izdelke, ali pa avtentičnost prikazanih eksponatov z vidika ohranjanja kulturne dediščine in ne navsezadnje originalnosti kulinaričnih izdelkov in proizvodov domače pridelave in predelave, zeliščarstva, čebelarstva, vinarstva in še kaj. Resnično veliko tega je bilo na razstavi, kar vse je pritegnilo pozornost obiskovalcev. In predsednik organizatorja razstave Društva upokojencev Dobrna Branko Dobovičnik je z letošnjo razstavo nadvse zadovoljen. Moram reči, da sem letos zelo zadovoljen, ker je bistveno več teh artiklov, več razstavljavcev, raznolike zadeve so od kvačkanja, ročnih del, slikarstva, šivanja gobelenov, rezbarstva na lesu in starine tudi zbirajo. Tam zunaj imamo predstavljena tudi dva že zelo oldtimerska motorja, ki jih en naš član skrbno zbira in pripravlja, pa vsako leto nekaj druga prinese. Letos je pač s temi motorji se predstavil, tako da sem zelo zadovoljen, da so začutili ljudje, tako smo že prej rekli, to potrebo po tej ohranjenosti kulture, ker le na nek način s tem ohranjamo svojo kulturo in pa tudi dediščino preteklosti, pa jo prenašamo nazaj v sedanjost in predajamo mlajšim rodovom, kar je najbolj pomembno. Tudi tokratna razstava je v sklopu prireditev ob letošnjem prazniku občine Dobrna. Kako pa jo je videl župan Martin Brecelj? Res je izjemno posebna pri nas Društvo upokojencev Dobrna in čebelarji v glavnem, pa tudi vsa druga društva se vključijo, da naredijo to razstavo kulinarike in starih zadev v Dobrni v občinskem prazniku in letos je res bogata in z vsemi vsebinami, ki so razstavljene, od kulinarike do ročnih del, do zdravilnih zelišč in vsega. Zelo veliko pozornosti na razstavi vsako leto pritegne tudi njen čebelarski del, ki ga pripravi Dobrnsko čebelarsko društvo. Tudi letos je tako in kot pravi njegov predsednik Ivan Krulec, je zanimanje za čebele v zadnjem času v porastu. Ja, z razstavo smo zadovoljni, mi se pač potrudimo, kolikor pač je možnosti, pripeljemo naše izdelke, naše eksponate, neke starine, nekaj imamo novega, tako da pač prikažemo obiskovalcem, kako čebelarimo. Predsednica turističnega društva Dobrna Marija Del Vrečer, tudi sama razstavljavka na razstavi, pa razstavo doživlja predvsem kot lepo in dobro sodelovanje med več društvi na Dobrni. Prvič jo doživljam kot eno lepo sodelovanje, bodi se z šolo, z vrtcem, z CUDV-jem Dobrna in z vsemi člani Društva upokojencev. Vsi ljubitelji, ki se z nečim ukvarjamo, smo se lahko danes predstavili. Fajn je, da to jutri tudi začutijo otroci osnovne šole, ker vemo, da vse posod je ta medgeneracijski problem največji problem, to se pravi, kako navdušiti mlajše, mlade in malo mlajše, tudi starejše, bi rekla v navednicah, da bi postali kaj aktivni, da bi kaj delali, sodelovali
Sicer bo ta društvena dejavnost v krajih popolnoma zamrla. Več o tej zanimivi in raznoliki razstavi pa v eni od naših naslednjih oddaj Minute za kulturo na televiziji Celje. Živa Bizovičar in Nik Žnidaršič sta na 59. festivalu Borštnikovo srečanje prejela Borštnikovo nagrado za dramatizacijo in avtorski koncept ter priredbo uprizoritvenega besedila za predstavo Juriš v produkciji Slovenskega ljudskega gledališča Celje. Strokovna žirija je v obrazložitvi nagrade zapisala, da sta avtorja iz skopih in med seboj ne vselej povezanih dejstev zgradila eno izmed množice mogočnih zgodb, ne da bi se pretvarjala, da ponujata končne odgovore na vse slepe pege nacionalne zgodovine. Takšen pristop k občutljivi temi iz polpretekle zgodovine je pustil prostor za subtilno umetniško interpretacijo, utemeljeno na intimnih usodah dveh izjemno pestrih osebnosti v zapletenem družbenem, zgodovinskem in političnem kontekstu. Nogometaši Celja bodo jutri v Unionu dobili tekmeca v prvem krogu kvalifikacij za Ligo prvakov. Celjani bodo na žrebu med nenosilci, med 15 možnimi tekmeci pa bi se zagotovo radi izognili na papirju najtežjim tekmecem, madžarskemu Ferencvarošu, bolgarskemu Ludogorecu, Slovanu iz Bratislave, romunski Steaui in azerbajdžanskemu Karabagu. Rad bi se izognil teh boljših ekip, to je nekaj normalnega, ampak nijamo vpliva na to, kdorkoli bo, na nam je, da damo svoj maksimum, da pokažemo dobro igro in da seveda napredujemo. To uvijek govorim, da žreb nije ono v našem... Na žreb nimamo vpliva. Na nas je, da se dobro pripravimo. Vedno obstajajo favoriti na papirju, toda tudi tako imenovani outsideri so lahko zelo nevarni. V celjskem klubu se zavedajo, da jih ne glede na ime tekmeca v prvem krogu kvalifikacij za uvrstitev v elitno ligo prvakov čaka zelo zahtevna naloga. Evropa je onako sladak šlag na vrhu torte, ali je... Evropa je po eni strani smetana na torti, po drugi strani pa dvorezen meč. Prvi predkrog je najbolj pomemben, pa tudi najbolj zahteven. Tu ni možnosti popravnega izpita. Direktno iz priprav odigrati prvi predkrog v Evropi ni enostavno. Prestopni rok še ne bo končan, ostali bodo še na dopustu in v takšnih razmerah moramo storiti vse, da bomo na začetek evropskih nastopov maksimalno pripravljeni. Skozi pripravljalno obdobje se bodo skušali v celjskem klubu čim bolje pripraviti na začetek letošnje evropske sezone. Zavedajo se, da je način igre v evropskih tekmovanjih nekoliko drugačen kot v slovenski ligi. Pa jednostavno malo više ovisiš o protivniku. V Evropi si malo bolj kot doma odvisen od tekmeca. Ponovadi se mu moraš bolj podrediti. Moštva v Evropi so bolj čvrsta. Proti njim težko igraš lep nogomet. Več bo potrebno borbenosti in agresivnosti. Te stvari bomo skušali skozi pripravljalno obdobje izboljšati. V preteklosti se je slovenskim klubom, ki so igrali v evropskih tekmovanjih, že velikokrat zgodilo, da so imeli težave z igranjem v ritmu sreda-sobota, kar se je ponavadi poznalo na rezultatih v domačem prvenstvu. Ja, pač enostavno naš cilj je, da prijemo v grupno fazo enega od evropskih tekmovanj. Terja to, da včasih trpi prvenstvo, ker igra skozi sreda-sobota, ampak, kakor pravim, imamo širok kader, še s kakim okrepitvam bomo to ekipo nadgradili in verjamem, da tudi ne bo prvenstvo trpelo. Poleg skupinskega dela evropskega tekmovanja sta preostala letošnja cilja Celjanov povezana z osvojitvijo domače dvojne krone. Lažje priti na vrh, težje obstati na vrhu. Naši cilji so povezani s tem, da letos tudi probamo braniti ta naslov, da probamo v pokalnem tekmovanju priti do konca in seveda, da pustimo dober vtis v Evropi in upam tudi, da jeseni nas bo gledalo v Evropi. Mi bomo dali svoj maksimum, zavedamo se kvalitete, zavedamo se to, da branimo naslov, ampak cilji kluba, nas igralcev, strokovnega štaba je, da tudi letos se borimo za naslov in verjamem, da imamo kvaliteto za to.
Kot vse kaže, bodo Celjani evropske nastope začeli tudi s prvim strelcem iz lanskega prvenstva Aljošo Matkom. Prestop k slovaškemu Slovanu iz Bratislave je očitno padel v vodo. Posledično to pomeni, da v povratni smeri v Celje ne bo Hrvata Marka Toliča. Jutri bo pretežno jasno, pihal bo jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, najvišje dnevne od 28 do 32 stopinj Celzija. V sredo in v četrtek bo pretežno jasno in še nekoliko bolj vroče. Pihal bo jugozahodnik. Z vremensko napovedjo zaključujemo dogodke dneva. Hvala, ker ste bili v naši družbi. Prijeten večer in nasvidenje.